kar smo zdaj postavili štric, to se pravi tale Megane Coupé Cabriolet, BMW serija 3 Cabrio in Lexus IS Cabrio. Pravzaprav gre za 3 svetove ali pa vsaj 2 svetova, ampak vsem je skupno, da so novi, vsem je skupna trda, zložljiva streha, pri enih bolj, pri drugih manj zapletena. Megane je pravzaprav že s prejšnjo generacijo nakazal, kam gre, kaj hoče biti. Streha je tudi tokrat steklena, morda zato malo bolj omejeno uporabna. Predvsem je sonce močno in senčnik ostaja najpogosteje zaprt. Sicer pa Megane izstopa iz te trojice definitivno po tem, da je najmanj premium, ampak tudi cenovno bistveno vstopa navzdol. BMW je pravzaprav klasika, od nekdaj ima izkušnje z izdelovanjem kabrioletov. Res pa je, da je platno zdaj zamenjala trda, zložljiva streha. Dinamika je že pregovorno pravzaprav v genih tega avtomobila in če tudi so se tokrat odločili za testni primerek z dizelskim motorjem, ki je to izjemno prefinjen motor, ki pravzaprav med vožnjo tudi zaprto streho prav nič ne moti, ker je dizel namesto bencinskega. Lexus je morda najmanj znana, uveljavljena znamka med to trojico. Je pa res, da se je Lexus odločil zgolj za eno motorno ponudbo, to se pravi zgolj 2,5 litrski motor, je tukaj noter zgolj v kombinaciji z avtomatskim menjalnikom. Tudi notranjost pravzaprav mogoče najbolj žlahtna med vsemi tremi, čeprav BMW je tudi na visoke ravni. Je pa prostorsko mogoče ta Lexus terja največ davka, predvsem za više rasle voznike. Prtljažnik je pa pravzaprav problem bolj ali manj pri vseh treh avtomobilih. Cabrio je vedno predvsem skupek kompromisov, to se pravi, kdor ni pripravljen na ogromno kompromisov, ta naj se ne odloči za Cabrio. Ta se verjetno tudi ne odloči za Cabrio, če pa se že, pa se verjetno odloči za Cabrio samo enkrat in nikoli več.